Zdaj smo na Kostanjevici v Novi Gorici. Goričani in okoličani poznajo ta prostor pod imenom Kapela. In v samostanu, ki je še danes aktiven, je več različnih stvari, se pravi cerkev, grobnica Burbonov, rožni vrt z burbonkami, Škrabčeva knjižnica in pa skupno srečanje. Cerkev datira v leto 1623, ko je bila na tem hribu postavljena manjša kapela, ki so jo potem povečali in razširili. Ko vstopimo vanjo, nam padejo najprej v oči nagrobne plošče na tleh, ki so nagrobne plošče grofovskih in plemiških družin iz Gorice. Cerkev je bila med prvo svetovno vojno bombardirana, skoraj v celoti tudi porušena, ostal je prezbiterij in pa korna ograja skoraj nepoškodovana, vse ostalo so potem do leta 1932 postavili, pozidali, poslikali in okrasili na novo. V glavnem oltarju je podoba, ki je naslikana na kamen s sredine 17. stoletja. Naslikana je Marija, ki drži v naročju Jezusa pod kostanjevim drevesom, zato to podobo poznamo pod imenom Kostanjeviška Marija. Zdaj gremo v grobnico, kjer je pokopana francoska kraljeva družina Burbonov. To so zadnji potomci te veje Burbonov in so pokopani tukaj na željo Karla 10. V grobnici je 6 krst s posmrtnimi ostanki. Najbolj pomemben med njimi je Karel 10., to je zadnji kralj Francije iz te dinastije, ki je pokopan v Kostanjevici na lastno željo, ker je po spletu naključij moral iz Prage zaradi kolere v Gorico, kjer je potem zaradi kolere po 17 dneh tudi umrl. Zelo zanimiva in za nas pomembna je zbirka vrtnic Burbonk, ki so na našem vrtu nasajene 16 let in veljajo za stare vrtnice, ki izjemno dišijo, zato se jih splača priti ne samo pogledati, ampak predvsem podukati. Najpomembnejši prostor v našem samostanu je knjižnica, v kateri je okrog 11.500 knjig. Največji biser med vsemi knjigami je zagotovo originalna izdaja prve slovnice slovenskega jezika
delo Adama Bohoriča z naslovom Zimske urice iz leta 1584 z njegovim lastnoročnim posvetilom. Najstarejša med vsemi pa je Incunabula iz leta 1476 in je v celoti restavrirana. Je pa ta Incunabula ena izmed 30, ki jih hranimo v naši knjižnici. Vse knjige so bile med Prvo svetovno vojno hranjene v samostanski kleti, zato lahko že na prvi pogled vidimo, kako so nekatere knjige poškodovane. Knjižnica nosi ime po patru Stanislavu Škrabcu, ki je v našem samostanu ne samo prebival, ampak predvsem ustvarjal več kot 43 let, zato poznamo knjižnico pod imenom Škrabčeva knjižnica. O patru Stanislavu Škrabcu. Malo kdo ve, da je bil naš največji jezikoslovec slovenist 19. stoletja frančiškanski pater Stanislav Škrabec. Ta učeni mož je utemeljitelj slovenskega pravorečja, pravil, ki določajo in prepisujejo glasove in naglas knjižnega jezika. Čut za lepoto jezika mu je bil najbrž že podan v zibelko, tekla mu je v Hrovači pri Ribnici. Po zaključenih študijih je že od leta 1873 poučeval na frančiškanski gimnaziji na Kostanjevici pri Gorici, kjer je ostal celih 42 let. Vse do leta 1915, ko se zaradi bližine fronte med Prvo svetovno vojno umaknil v Ljubljano. Na Kostanjevici je poučeval slovenščino, hrvaščino, nemščino, latinščino in grščino, ter se hkrati zavzemal za pravilno izreko med sobrani in učenci. V svoji samostanski sobici na Kostanjevici je razmišljal in pisal o jezikoslovnih vprašanjih, za katera se je zanimal že kot dijak. Pozornost je zbudil z razpravo o glasu in naglasu našega knjižnega jezika v izreki in pisavi. Svoje razprave pisal na poljuden, vsem razumljiv način. Bil je net zagovornik maternega jezika. O tujkah je menil, da so nepotrebne, zato jih je neusmiljeno preganjal. Prepričan je bil, da Slovenci svoj jezik in sebe premalo cenimo. Vsem srcem je veroval, naša slovenščina je eden najlepših jezikov na svetu. Knjižnica je na novo opremo dobila 1998. leta, kar pomeni, da so police in oprema nova, postavitev knjig pa je ostala enaka kot prvotno, se pravi, knjige so urejene po velikosti. Med vsem gradivom, ki ga v knjižnici najdemo, je posebej zanimiva za nas drobna knjižica Valentina Staniča, Pesmi za kmete in mlade ljudi, ki je uvezana v 4 druge in ki po vsebini nimajo nič skupnega. Pomembno pa je, da se je ta knjižica ohranila tudi zanamcem. Valentin Stanič se je rodil leta 1774 v Bodrežu, blizu kanala ob Soči. Kazal je veliko zanimanje za nadarjenost in za učenje, zato je bilo odločeno, da bo duhovnik. Po šolanju v Trbižu, Celovcu in Salzburgu je bil posvečen za duhovnika. Velja tudi za začetnika modernega alpinizma v vzhodnih Alpah. Bil je prvi, ki mu je uspelo izmeriti višino Triglava. Kot duhovnik je bil človek izjemnih talentov. Učil je otroke branja in pisanja, kmečkih opravil, plezanja in petja. Bil je tudi velik dobrotnik ljudi. Skrbel je za gluhoneme in z dovoljenjem ustanovil gluhonemo šolo v Gorici. Pesniška zbirka Pesme za kmete in v mladinu je izšla v Gorici leta 1822. Znana je kot prva slovenska tiskana knjiga v Gorici. Pesmi so bile namenjene vzgoji, obravnavale so lepoto sveta in vseh božjih stvari, človeka, njegov življenjski namen in lastnosti kot človeka, kot prijatelja in državljana. Originalno izdajo te pesniške zbirke hrani Škrabčeva knjižnica v frančiškinskem samostanu na Kostanjevici v Novi Gorici. Iz nje bom prebral pesem Veseli učenci. Valentin Stanič, Veseli učenci.
Oziramo se in veselimo se in skačemo tam sedaj tle, pa zraven se še pridno učimo. Otrok bodo s časom možje. Juhejsa, nesrečno skakljamo, dokler nam še čas prepusti. Juhejsa, veseli me, mekljamo, kar časa, kakor veter jedi. A leta tako prezajo, letijo, o ljubim, kak bomo pak mi, s otrokom, ki sedaj okoli kričijo, s časom fanta možake pak strijo. Kdor oče možak pridem biti, kot fantič berak še naj bo, on more še dobro storiti, ne vselej ljubiti igro. Kar Jurček noče učiti, tudi Juri veliki ne ve. Če mička leh plesu hoditi, ko bo mina, bo jokala se. Kar v šoli, kar starši učijo, poslušati hočemo radi, kar v našemu razgledu pa strijo, to hočemo striti tudi mi. Juhejsa, še smemo noriti, pošteni pa hočemo ostati in starost znake drzna čepriti, veselja ni treba kasati. Logično je, da je v tej knjižnici največ knjig s teološko vsebino, ker je to samostanska knjižnica. Med drugim pa najdemo tudi Andersenove pravljice, kuharske knjige, medicinske priročnike, molitvenike, med njimi pa tak poseben biser pa je tudi delo Janeza Svetokriškega, njegove pridige. Znano nam je, da je Janez Svetokriški svoje pridige objavil v 5 knjigah, začele so izhajati 1691 in zadnja je bila natisnjena leta 1707. Mi imamo samo 4. in 5. zvezek. Zatorej, vi žene, ako hočete eno dobro lejto imeti, leta faconetelj hranite in dobro premislite Livijo cesarico, ter ne pošiljajte špegat za vašim možem. Ne odgovarjajte njemu, kadar on pravi ja, vi ne recite ne, da vam se ne bo godilo kakor uni ženi, katera je imela en tako dolg jezik, da vselej je hotela možu dobiti. En dan mož prinese, da mu 12 druzgov ter ženi reče, da imata istih kosili pripraviti. Ona jih vzame in ugleda ter pravi, niso druzgi, temveč so kusi. Mož pravi, si slepa, da ne vidiš in ne prepoznaš kusa v druzgu. Ona pravi, menem, da si ti obnoril, kjer praviš, da so kusi. Mož pravi, bodijo kusi ali druzgi, gledaj, da jih ti dobro spečeš in vse proč pobere, da bi Uržok ne imel se z njo prepirati. Sedeta k mizi, začneta tetica jesti. Ona vse skozi jedjala, kako dobro so pečeni ti kusi. Gvišno so debeli in v dobro leti kusi. Moškni pravi, bodite uže druzgi ali kusi, jej in umovči. Ona pak, zakaj bom molčala? Ja, da so kusi. Takrat mož, jaz bom storil tebi molčati, ter jo dobro oklofeta, ter se s hiše pobere. Drugo leto, na ta isti dan, spomne žena na kuse, ter pravi k možu, spomniš, kaj si bil meni lani na današnji dan storil za voljo unih kusov, katere si djal, da so druzgi? Supet se začneta prepirat in uspet jo še belo klofeta. Ona začne šrajat na vus glas. En šušter, kateri blizu je štacuno imel, teče v hišo gledat, kaj ta šraj pomeni. Zastopi od gospoda, kaj se je zgodilo, ter gre nazaj v štacuno. Začne svoji ženi praviti, kaj se je zgodilo. Ona pravi, da te ista gospa ima prav, on pak je djal, da ne. Se začneta kregat in prepirat, dokler on se je bil razjezil in popade za šobo, ter žena začne ometati in ugoslati. Ljudje, kjer so šli mimo in so ta boj videli, vprašajo, zakaj le tu gre. Zastopijo, Uržok se razglasi po mesti, žene so ženam prav dale, može so djali, da nimajo prav. Povsod se vzdigne kreh in uboj, preproste žene, da za eno neč sebe v zamero pri možu pripravijo.